Dober dan. Lepo pozdravljeni. Vlada je včeraj sprejela spremembe zakona o davku na dodano vrednost, spremembe zakona o dohodnini ter spremembe zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Skupna točka vseh treh zakonov je poenostavitev, lažje obračunavanje davkov za davčne zavezance, tudi za potrošnike lažje nakupovanje in seveda tudi to, da se omogoča večjo konkurenčnost gospodarstvu s temi davčnimi spremembami. To so v bistvu skupne točke. Če grem po posameznih zakonih in če najprej spregovorim o zakonu o davku na dodano vrednost, potem lahko tukaj poudarim nekatere rešitve, ki so najbolj pomembne po mojem mnenju. Prva taka rešitev je, da v trgovinah kupec ne bo zahteval računa, kar z drugimi besedami lahko ga tudi ne bo dobil, prodajalec ga bo vprašal, ali želi račun. Z drugimi besedami, izročitev računa ne bo več obvezna. Takšna praksa je v veljavi v številnih državah Evropske unije, ki imajo isti sistem davka na dodano vrednost. Pri nas se ni uveljavil do sedaj. Mislim, da je prav, da se. Nenazadnje gre tukaj za prihranek, tudi za prihranek lesa. Po drugi strani pa kupec, če to želi, seveda lahko dobi in lahko zahteva račun. Tudi v primeru, če bo kupil izdelek, na primer z garancijskim rokom, potem bo ta račun dobil, še posebej, če bo to dokazilo za uveljavitev garancije. Mislim, da je to, ena odločitev, ki zajema vse ljudi. Pomembna je tudi zaradi tega, ker bo lahko poslovanje potekalo enostavnejše, in pomembno je pa seveda tudi zaradi tega, ker zaradi takšne odločitve ne bo prišlo do neregistriranja določenih prometov in podobno. Nenazadnje izdaja računa je še vedno obvezna, kar pomeni, da račun se bo evidentiral v blagajni, po drugi strani gre tukaj izključno za izročitev. Naslednja sprememba na področju zakona o davku na dodano vrednost je pomembna za kmete. Kmetje v prihodnje ne bodo več obvezni davčni zavezanci. Danes so bili davčni zavezanci tisti kmetje, ki so imeli promet večji od 7500 evrov. Danes, od sprejetja tega zakona naprej, ne bo nikogar. Če pa bo katerikoli kmet to želel, bo lahko postal davčni zavezanec. To seveda pomeni takrat, kadar bo to, da ima status davčnega zavezanca, pomembnejše, seveda tudi v finančnem smislu, kot da ga nima. Pomembna je tudi direktiva Evropske unije, ki se s tem zakonom o davku na dodano vrednost uveljavlja. Ta direktiva določa skupno VEM točko, kar z drugimi besedami pomeni, da bo blago, ki bo prišlo iz tretjih držav za Evropsko unijo, se pravi iz tretjih držav, naprimer iz Azije, Amerike, Afrike, katerekoli drugega kontinenta ali države zunaj Evropske unije, da bo prodajalec tega blaga se lahko registriral le v eni državi, katerikoli. In ta država bo obračunala davek na dodano vrednost za to blago in potem bo to blago seveda šlo po celotni Evropi k kupcu, k končnemu potrošniku. Kupec bo plačal ceno z davkom,
kakršno je v posamezni državi, in davčna uprava tiste države, kjer bo ta prodajalec iz tretjih držav registriran, pa bo davčni upravi, na primer Slovenije, nakazala ta davek, če bo šlo za blago, kjer je prejemnik, kupec tega blaga v Sloveniji. To so v bistvu glavne vsebinske spremembe zakona o davku na dodano vrednost. Ob tem bi omenil še nekatere, ki se nanašajo na poenostavitev. Tukaj gre za poenostavitve evidenc, poenostavitve obračunov, z drugimi besedami tudi ti številni obrazci ne bodo obvezni in predpisani z predpisi, nahajali se bodo na spletni strani davčne uprave in z samo spremembo, na primer zakona ali drugega predpisa, pravilnika, uredbe, se bo tudi ta evidenca spremenila oziroma ta obračun spremenil, kar seveda pomeni bistveno poenostavitev za davčne zavezance. Tudi takrat, ko bo nekdo prišel v Slovenijo z namenom, da opravlja promet blaga in storitev, se pravi, govorimo o novem davčnem zavezancu, ne bo potrebna registracija že pred prvim prometom, ampak seveda šele kasneje, postopno, bolj prijazno, kot je bilo do sedaj. Če govorimo o naslednjem zakonu, to je zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, bi rad omenil, da se s tem zakonom uvaja določba, ki se nanaša na tiste davčne jurisdikcije, ki ne sodelujejo z evropskimi davčnimi organi in daje seveda tukaj dodatna pooblastila ta določba davčni upravi, da z njimi sodeluje oziroma da davčna uprava sprejme določene ukrepe. Poleg tega zakon o davku od dohodkov pravnih oseb prinaša tudi določene nove olajšave, in sicer olajšavo pri zaposlovanju, in sicer v višini 45% plače za osebo, ki ima tako imenovan deficitarni poklic. Danes so taki poklici, na primer v medicini, na področju računalništva, in za zaposlitev takšne osebe bo delodajalec imel dodatno olajšavo. Kateri so točno ti poklici, bo določeno s pravilnikom, katerega bova podpisala minister za delo in jaz, tako da seveda bo to tudi glede na te spremembe o deficitarnih poklicih, da se bo tudi ta pravilnik spreminjal. Tukaj želimo predvsem dati olajšave za tiste, predvsem mladim in seveda tudi starejšim, določene so tudi omejitve glede let, za tiste, ki so mlajši od 25 let, se določa še za 10 odstotnih točk višja olajšava in seveda to pomeni predvsem to, da se mladi zaposlijo v Sloveniji, da ostanejo v Sloveniji in da bodo seveda zaradi tega imeli tudi dodatno motivacijo. Poleg tega se povečuje še olajšava za donacije za 0,7 odstotne točke in uvaja se nova olajšava, poleg investicijske, še olajšava za tiste pravne osebe, ki bodo investirale v digitalno preobrazbo, da rečem najširše, oziroma v zeleno. Mi vemo, da danes je pomembno, da živimo v čistem okolju, zaradi tega je prav, da se tudi davčna zakonodaja prilagaja tem načelom in hkrati pomembna je za vse družbe in za razvoj digitalizacija in pomembno je, da tudi z davčno olajšavo spodbujamo investiranje v zeleno in v digitalizacijo.
Zakon o dohodnini je naslednji zakon, ta prinaša povečanje splošne olajšave. To je tista olajšava, do katere so upravičeni vsi davčni zavezanci. To je olajšava, ki temelji na nujnih življenjskih stroških. In nujni življenjski stroški so tisti stroški za vsakega človeka, ki omogočajo življenje. In mislim, da je neetično, da država obremenjuje del ali pa denar, ki pomeni preživetje. Zato sledimo temu konceptu in postopoma zvišujemo ta vlada splošno davčno olajšavo, tako da naj bi znašala v letu 2022 4.500 evrov, v letu 2023 5.500 evrov, v letu 2024 6.500 evrov in tja do 7.500 evrov. Mislim, da je to pomembno za davčne zavezance. Tukaj je treba povedati, da ob istih bruto plačah se ljudem povečajo neto dohodki. To je popolnoma jasno, matematično izračunano. In naprimer v letu 2025, ko bo znašala ta olajšava 7.500 evrov, bi neto dohodek ob enaki bruto plači bil povečan za 1.000 evrov letno, ker seveda govorim za povprečno plačo. Poleg tega se zakonom o dohodnini uvaja tudi seniorska olajšava za starejše ljudi od 70 let. Poleg tega se ravno tako za samostojne podjetnike uvaja olajšava za zeleni in digitalni prehod. Tukaj bi omenil še eno olajšavo, ki je izredno pomembna, in sicer olajšava, ki se nanaša na bonitete. Ni bonitet za čiste avtomobile. Ne bo več bonitete za tiste avtomobile, ki ne onesnažujejo okolja s CO2. Podobna rešitev imamo tudi pri vstopnem davku, pri davku na dano vrednost. Skratka, tudi v tem pogledu gremo v zeleno. Poleg tega bi omenil še nekatere manjše spremembe pri stopnjah od dividend, obresti, kapitalskih dobičkov, kjer se znižujejo stopnje iz 27,5 na 20 let. Povečujejo se tudi oziroma zmanjšuje se davčna olajšava pri tistih zavezancih, ki imajo kapital oziroma kapitalski dobiček, in sicer tako, da se skrajšuje doba olajšav iz 20 na 15 let, skratka po 15 letih odsvojitve ni več davka. Do zdaj je to obdobje trajalo 20 let. Spreminja se tudi obdavčitev najemnin, znižuje se na 15%, in to so tiste spremembe, ki so najbolj pomembne v teh davčnih zakonih, vsaj po mojem mnenju, predvsem za zavezance. S tem želimo prvič zagotoviti večjo konkurenčnost podjetjem. Seveda želimo tudi, da se zniža obremenitev dela, ki je danes med državami OECD zelo visoka. Smo med najvišji, odvisno od metodologije, lahko tudi tisti, ki najbolj obdavčujemo delo. Hkrati se želi nakazati tudi smer, kam gre davčna politika, se pravi, gre v to, da se zagotavljajo nižje davčne stopnje od sedanjih
in da se zagotavlja seveda tudi s tem večjo motivacijo za ljudi, da dejansko plačujejo davke. To so te temeljne spremembe, ki jih je vlada sprejela včeraj. Zakone je poslala v Državni zbor. Zakon o davku na dodano vrednost naj bi začel predvsem zaradi direktive veljati oziroma se uporabljati 1.7., medtem ko ostala dva zakona, davek od dohodkov pravnih oseb in zakon o dohodnini, naj bi se začel uporabljati z 1.1. naslednjega leta oziroma leta 2022.